Slovenci imamo en čuden pregovor, da voda še za očevalj ni dobra. Mitja Jereb, ti pomeniš čisto drugače, ne? Kaj tebi pomeni voda? Meni pomeni voda vse. Meni pomeni voda jaz in del celote, del vsega. Vemo še iz šole, da je večina našega telesa sestavljena iz vode. Kaj pa to pomeni v povezavi s celoto, v povezavi z vodo iz pipe, s potoki, studenci, rekami, morjem? Ja, vse je povezano, ne? In voda je tako kot mi ali pa naš zrak eno. Voda je to, kar nas živi, voda nosi informacije. Kot veste, smo tudi mi sestavljeni iz vode in delujemo prav tako kot voda. Zato mislim, da je zelo pomembno razumevanje vode same kot mase, kako vpliva na nas oziroma kako mi vplivamo na vodo. Nam lahko to malo razložiš? Seveda, voda ima spomin, katerega ne more nihče zbrisati, lahko se samo reprogramira. Vodo lahko informiramo z svojimi mislimi in z občutki, enako kot naše somatično polje. Voda lahko kopira oblike, spomine, barve, okuse. Voda je neka neverjetna masa, neverjetna tehnologija, katera je mnogo premalo predstavljena večini ljudi, oziroma ljudje smo tako navajeni, nam je tako samoumevna, da jo ne vidimo pravilno, ne. Drugače pa voda res en element, ki je bistvo vsega, praktično. In vodo najdete povsod in zaradi vode vse tudi je. Voda ima svoje elektromagnetno polje, ne? Oziroma praviš, da voda pobira, kopira informacije iz okolice. Tako je. Lahko si predstavljate recimo kozarec vode, ki ste ga natočili iz pipe in ga spijete. Se ta voda potem znajde tudi v naših sanitarijah, ta voda gre spet v čistilne naprave, ta voda ima informacijo in ta voda gre tudi v sam zrak z izparevanjem. Prav tako tudi nazaj iz neba na zemljo in ta informacija ostane. Tako da lahko si zamislimo, koliko enih informacij napačnih dobimo s pitjem, bi rekel, nepravilne vode ali pa ne preprogramirane vode, ne? Kar je pa za nas lahko zelo, zelo tudi škodljivo. Tako da voda ima zelo, zelo velik vpliv na celoto, kot na posameznika, zato mislim, da bi mogli imeti odnos do same narave in do vode v zlatih rokah. Ne pa tako, kot jo mi gledamo in dodajamo klore in vse svinjarije, ki ne pašejo v to čudovito del narave, ne. Tako. Kot praviš, lahko vodo informiramo, se pravi vplivamo na njo z informacijami, seveda, če se želimo pozdraviti ali si povečati vitalnost, energijo, vplivati na njo seveda z dobrimi informacijami, z dobrimi podatki. Na kakšen način lahko to naredimo, če nam poveš čisto osnovne stvari? Ja, to lahko tudi sami malo raziščete. Boste videli, da boste imeli en kup primerov raznoraznih z zvokom vplivanja na vodo, se spreminja sama kristalizacija, se pravi struktura vode. Seveda se da vodo spreminjati in z edino stvarjo, kot so misli in občutke. Občutki, to so vibracije, katere dejansko spreminjajo vse. Lahko pa tudi kakšen zvok posledično tudi delno spreminja neko strukturo vode, bolj kot fizikalno spremembo vode, ne. Poznamo tudi en kup primerov, kot recimo dan za primer Jezusa, ki je iz vode naredil vino. To je kemična sprememba vode. Meni je uspelo recimo spremeniti vodo, da je dobila okus po jagodnem soku, ne. To je bil en tak zanimiv podatek in pa postala je takšna malo bolj motna voda. Te meritve so tudi pokazale, da je bil spremenjen pH, pomeni, da je bila fizično spremenjena voda, fizikalno, in pa potem malo kasneje zatem tudi kemična sprememba, ne. Takrat pa se res spremenijo potem elementi v vodi in lahko dobijo vse okuse, kar jih je možno, kar jih je v tem prostoru in času. To, o čemer si govoril, so bili seveda nadzorovani poizkusi, a ne Tako, ja. znanstveni poizkusi. Tako. In ti dokazi so znanstveni. Tako je. In to nisem zdaj sem jaz naredil, to je naredilo že ogromno ljudi. Žal mi je, da je teh podatkov čist premalo, veliko premalo, da bi se ljudje zavedali te velikosti vode, da bi dobili prave podatke sploh, kako z njo ravnati pravilno, kaj sploh voda je, kako jo gledati, kako jo občutiti, ko jo imate v roki v kozarcu, kako jo občutiti, ko jo začnete piti.
koliko časa morate počakati, da se voda dobro informira, potem tudi v vašem telesu. Kaj morate čutiti zraven, ne? Vse te sebe ali pa vse te korake mi ignoriramo in zaradi tega voda na koncu ni več to, kar v resnici je. Drugače pa voda lahko res pravo zdravilo za nas, tako kot je življenje za naravo. In skrivnosti pravzaprav ni, stvari so preproste, ko govoriš o mislih in občutkih, gre za misli in občutke, ljubezni, radosti, a ne? S tem lahko vplivamo na vodo. Tako, v bistvu gre tako nekako, no. Morate se počutiti kot eno, morate se počutiti kot voda, ki je povsod, v vsem, kar vidite in lahko čutite, ne. Ko imate te občutke, takrat bi lahko rekel, da je vaša povezava z naravo na pravem nivoju in takrat se bo tudi to začelo potem manifestirati in realizirati ali pa spreminjati vodo vsak trenutek, ko si to želite, ne. In seveda veliko nam pomaga, če pridemo v tako prekrasno okolje, v čisto naravo, polno studencev in rek, ki jih slišimo zaboreti tule v ozadju, ptički pojejo. Ja. Tu se človek sprosti, umiri in začuti, da je eno z vso to lepoto okrog sebe. Tako je. In tukaj je tudi moj najboljši kotiček, prostor, kjer najdem sam sebe na najvišjem možnem nivoju, ki ga še nisem doživel nekaj do leta. In to tudi učiš, to, o čemer sva ravnokar govorila. Tako, to znanje tudi predajam naprej, zato da bi si ljudje lahko iz vode naredili neko pomoč, kot samo pomoč, ali pa kot samo razvedrilo. Hvala lepa, Mico. Hvala. Kje voda hrani podatke? Na svojem elektromagnetnem polju. Prav tako kot vsaka celica v našem telesu ima tudi ona svoje elektromagnetno polje. Na podlagi tega elektromagnetnega polja pa vibrira potem tudi jedro vode same. In tako voda lahko potem prenaša, oziroma tako kot v našem telesu, ko ena celica dobi podatek, bo ta celica poslala v trenutku ostalim 40 milijard celicam enak podatek in tako bo celotno telo takoj vedelo vse, kaj se s tisto celico zgodilo, ne? Enako prenaša voda te podatke preko sematičnega polja oziroma elektromagnetnega polja. In na ta način se lahko potem s kozarcem vode, ki jo na določen način informiramo, ne, kot učiš na delavnici, tudi jo ozdravimo. Tako je. Odvisno od vibracije, informacije, katero nalagate na vodo. Če boste vodi naročili za ljubezen, boste verjetno, ko boste to vodo spili, tudi občutili lahko ljubezen, ne? Ali pa zdravje, za glavobol, za križ, za kolena, za skelet, osteoporoze in tako naprej. Načeloma lahko naročite za vse težave zdravstvene. Je pa seveda zelo, zelo pomembno programiranje vode. Se pravi, ona zahteva vse pogoje izpolnjene. To pomeni pravilno elektromagnetno polje, močno elektromagnetno polje, urejeno kvantinizirano polje, čez katerega pošiljate vizije in občutke. In pa čutenja vode kot takšne, kot ljubezen, sreča, zadovoljstvo, to mora biti na najvišjih možnih nivojih, kajti voda je del nas in do vode moramo enako kot do osebe vzgojiti čustva na najvišjih možnih nivojih.